tam nekje sredi 90-ih let, ko je Slovenija zaokrožila svojo državnost, postavila se svoje institucije in normalno delovalo, je bilo v administrativnem delu javnega sektorja kakšnih 40 000 ljudi manj zaposlenih. Je vse delovalo, ne vse zadovoljivo, ampak v splošnem boljše, kot deluje danes. Imamo te para državne ali pa javne institucije, ki so takšne, da ne vem, ima direktor 8 pomočnikov, vsak namestnik ima še 5 ali pa 6 pomočnikov, vsak ima še nekaj namestnikov. In na koncu je samo neka struktura, ki je na individualnih pogodbah in ki vleče plače tam prek 5000 evrov bruto na mesec v povprečju, takšna, da zajeda na tisoče delovnih mest ali pa če hočete, solidnih pokojnin. Imamo javni zavod Radiotelevizija Slovenija, ki ima s honorarci verjetno preko 3000 zaposlenih za 2-milijonsko Slovenijo. Pred kratkim so v Grčiji, ker so bili to pač prisiljeni, naredili reformo, za 10-milijonsko Grčijo imajo zdaj javno televizijo, ki čisto dobro funkcionira, ker je 800 zaposlenih. Računajte to razliko. In lahko bi naštel od sektorja do sektorja. Mi smo lani naredili natančno analizo teh nepotrebnega stroška in viška in tudi načrt, kako to na relativno mehak način reševati v naslednjih letih, po vseh ministrstvih, po vseh sektorjih, zelo jasna slika je bila. No, vlada je to enostavno vrgla stran in zgolj z rebalansom povečala ta sredstva. In zato jih ni za zaposlovanje mladih, zato jih ni za pokojninski sistem in tako naprej.